Živijo, kolegica. 12. Ta v Čili. Ja. Zdaj se potem degamo takole. obiskovalke in obiskovalci. Lepo vas pozdravljam na zaključku 17. tabora Slovencev po svetu. Na začetku programa vabim k besedi predsednika izseljenskega društva, gospoda Boštjana Kucmurja, da 17. tabor uradno odpre. Spoštovani gospod minister dr. Boštjan Žekš, spoštovani gospod župan in gostitelj današnjega tabora, gospod Franci Vovk, spoštovani predstavniki slovenske države, spoštovani Slovenci iz izseljenstva in domovine. Dovolite, da vas pozdravim v imenu izseljenskega društva Slovenija v svetu. Slovensko izseljenstvo danes in navezanost slovenskih izseljencev na matično domovino je tema letošnjega tabora. Vsi, ki prihajamo na današnji tabor Slovencev po svetu, na nek način uresničujemo in ohranjamo tisočletni sen naših prednikov samostojne in demokratične Slovenije, ker se prizadevamo biti istega duha, istih misli, torej biti Slovenci. Po drugi strani pa si danes dajemo priložnost, da se lahko pogovorimo in skupaj poveselimo. Vsak Slovenec, ki ima življenjsko izkustvo v izseljenstvu, lahko obogati sorojake živeče v Sloveniji in na tujem. Slovenstvo je v nas živo, zato si vsake toliko časa želimo obnoviti vezi in se pogovoriti, kako naprej. Pozitivni naboj, ki ga nosimo s seboj, ga želimo deliti s sorojaki doma in po svetu. V četrtek smo se srečali na vseslovenskem srečanju v državnem zboru. Včeraj se je mladina srečala v Vipavi, danes pa smo vsi skupaj tukaj v Dolenjskih Toplicah. Mnogo mladih je prišlo iz Argentine, Nemčije in Kanade, da nastopi pred današnjim občinstvom. Drugi pa prihajate v želji, da bi se srečali z dobrimi ljudmi. Vsi se zavedate, da bogatstvo, ki ga kot Slovenci nosimo s seboj, ni od včeraj, ampak je tisočletno izročilo naših prednikov. Požrtvovalnost in pripravljenost za skupno dobro nas je vedno držala skupaj in nas spodbujala, da smo se lahko srečevali in skupaj delali. Radi se med seboj pomagamo in podpiramo. Mladi danes že izražajo željo o medsebojnem povezovanju in tudi željo vedeti o možnostih razvoja v današnji Sloveniji, tudi v okviru Evropske unije. Včeraj so se mladi združeni v Vipavi vzeli čas za razmislek o načinu povezovanja z matično domovino
in o povezovanju med slovenskimi vrstniki po svetu, ter prišli do nekaterih zaključkov, ki jih nam bodo danes posredovali. V prizadevanju, da bi v čim večjem obsegu omogočali vezi med slovensko izseljenstvo in matično domovino, že nekaj let izvajamo programe, ki tekom let so postali tradicionalni, kot so na primer obisk dijakov iz prekomorskih držav, seminar učiteljev, tabor Slovencev po svetu, seminari za pevce, gledališnike, folklorne skupine, turnirje za športnike in podobno. S prihodom rojakov iz izseljenstva v Slovenijo se je tudi začela oblikovati zavzeta skupnost povratnikov, ki že nekaj let spremlja še druge Slovence, ki si priselijo v Slovenijo. Po skoraj 20 letih delovanja v izseljenskem društvu Slovenijo v svetu vidimo, kako so se slovenske skupnosti po svetu spreminjale in kako so prevzemale nove načine delovanja, s katerimi so si omogočale nadaljno preživetje zunaj slovenskih meja. Ugotavljamo, da z neposrednimi pristopi se slovenske skupnosti kljub delnem staranju še vedno zadovoljivo prenavljajo. Ugotavljamo tudi, da je mladina danes veliko bolj navdušena nad Slovenijo in njenimi dosežki kot pred leti. Da lahko ohranimo doseženo raven, je zelo pomembno, da se še naprej prizadevamo za pestrost in koristnost našega delovanja, da si dajemo še več priložnosti za srečanje. Zato, dragi Slovenci, želim vam vsem prijetno druženje in s tem tudi odpiram 17. tabor Slovencev po svetu v Dolenjskih Toplicah. Vabim k besedi ministra Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, akademika dr. Boštjana Žekša, da nam spregovori. Spoštovane Slovenke, spoštovani Slovenci iz vseh držav tega sveta, spoštovani gospod župan, gospod predsednik, zelo me veseli, da sem danes tukaj in bi se najprej zahvalil vsem, ki ste prišli. To kaže, da imate čut slovenstva. Po drugi strani bi se zahvalil občini za organizacijo tega in seveda Sloveniji v svetu, brez katere do tega srečanja ne bi prišlo. Čemu služijo taka srečanja? Več namenov je. Eno je srečevanje v najožjem smislu besede. Spoznavanje, srečevanje prijateljev, najdemo tudi nove znance. Jaz sem recimo ravno pred začetkom tega srečanja srečal svojo sorodnico, ki jo nisem videl 60 let. Tudi to je dosežek tega srečanja. Treba se pa zavedati, da se svet spreminja. In svet se spreminja hitro in zato se spreminja položaj Slovencev tukaj in položaj Slovencev po svetu. Ena stvar, ki je bila že omenjena, je mlado. Mene zelo veseli, da Slovenija v svetu, da se zaveda tega problema, da išče nove načine. Pritoževanje, da mladih ni, najbrž ni upravičeno. Mladi so, če jih primerno nagovorimo in prilagodimo svoje aktivnosti, tako da bodo tudi za njih sprejemljive. Govorimo, da se slovenstvo zgublja. Delno se najbrž res, ampak treba je biti širok. Tudi tisti, ki niso imeli priložnosti se naučiti slovensko, pa se počutijo Slovenci, so Slovenci. Ne smejo biti ozki in z našo rigidnostjo še ožiti
že itak majhno skupino, majhno populacijo Slovencev. Slovenstvo je na jeziku, ampak je predvsem v srcu. Če se nekdo bi rad bil Slovenc, naj bo Slovenec, pa se bo že naučil, če bo treba. Če se ne bo, bo pač v tujem jeziku sodeloval Slovenijo. Samostojnost Slovenije je, vsaj moje izkušnje to kažejo, slovenstvo po svetu zaživelo. Druge, tretje generacije, ki niso več imeli stika s Slovenijo in niti niso točno vedle več, kje je, tam nekje na divjem Balkanu, imajo sedaj nek objekt, s katerim se lahko identificirajo. In tudi v odročnih krajih se pojavlja želja po učenju slovenščine, tako da mi tukaj, ki skušamo pomagati z raznimi tečaji, ne vemo, kako organizirati recimo tečaj v Braziliji, kjer so Slovenci razpršeni po celi državi. Treba je spet poiskati neke nove metode. Upam, da boste pri tem svojem obisku, kot že pri prejšnjih, začutili, da ste naši. Da vas ljudje lepo sprejmejo, da vas ljudje imajo radi, da vas spoštujejo. Če pa ste naši, in ste naši, imate pa tudi obveznosti. In ena od obveznosti je, da ko ste tukaj v Sloveniji, gledate okoli in ugotavljate, kaj je dobro, kaj je slabo. Mi smo nova država, 20 let bomo imeli naslednje leto. In ni vse tako, kot bo nekoč, kot mora biti. Tako da vas prosim, prvič, če boste videli kaj dobrega in če hodite tukaj okoli, sigurno ni vse slabo. Povejte nam, to je pa res dobro. Tukaj pri nas se je ustvarila neka atmosfera, da je tukaj vse slabo. Obup. Dajte nam povedati, da ni vse slabo. Če boste pa opazili, da je kaj slabo, da ni tako urejeno, kot bi moralo biti, nam pa to povejte. To je tudi vaša naloga. Mi ne bomo navdušeni nad kritiko. Nihče ni. In zelo verjetno je tudi upoštevali bomo. Ampak če nam boste to večkrat povedali, pa več ljudi povedali, nam bo nekje na dno duše le obstal en občutek, da bi morda bilo treba kaj spremeniti. In to je vaša naloga. Tako da me veseli, da ste v takem številu tukaj. Kot me je včeraj veselilo, ko sem bil na nekem drugem srečanju Slovencev iz sveta, da jih je bilo tudi mnogo. Želel pa bi si, da bi se morda kdaj dobili skupaj. In mi bi radi naslednje leto, ko je 20-letnica države, povabili vse Slovence iz celega sveta, z nekim celoletnim programom, kaj se dogaja tukaj, kaj se dogaja v Dolenjskih Toplicah, kaj se dogaja na Vrhniki, kaj se dogaja v Ljubljani, z nekim pregledom povabili Slovence, naj pridajo pogledati svojo državo. In v okviru tega slovesnega leta bomo pa organizirali v tem obdobju na Bledu skupaj s Slovensko turistično organizacijo, Uradom Vlade za komunikacije, skupno proslavo, kamor boste vsi povabljeni. K organizaciji bodo tudi povabljeni organizatorji sedanjih srečanj, ki se lahko nadaljujejo, seveda. To je nekako napoved in prošnja za premislek, da ko vas bomo prosili za sodelovanje,
boste pripravljeni. Tako da upam, da se bomo naslednje leto ob tem času skupaj srečali na Bledu, da se bomo še večkrat srečali preko leta in da nam boste pomagali na ta način, da nas boste hvalili in okarali, če kaj delamo narobe. Hvala lepa, lep dan želim. Po besedi pa vabim še župana, gostiteljice občine Dolenjske Toplice, gospoda Francija Vovka. Moja predhodnika, da je imela v rokah nek list papirja, jaz nimam ničesar. In najprej se bom potrudil, da bom poskušal slediti protokolarnim načelom, ki jih je vaš gospod predsednik tako lepo izrazil in potem tudi gospod minister povzel. Najbolj pomembno je namreč, ko govorniki nagovorimo, ko ljudstvo koga najprej, in seveda naj bi šlo ta zadeva po neki hierarhiji. Jaz bom poskušal zdaj to narediti. Dragi rojaki, dragi prijatelji, dobrodošli in pozdravljeni v Dolenjskih Toplicah. A mi je uspelo? A se koga sluša? Tega mojega načina nisem zdaj prvič uporabil. K nam prihaja veliko ljudi in res vsakdo, ki pride v Dolenjske Toplice, je naš prijatelj. Vsi prihajajo zaradi takih in drugačnih zadev in mi res vse sprejmemo kot prijatelje. Nekoliko moram malenkostno pokritizirati vašega predsednika. Seveda pokritizirati zato, ker bom iz njegovih besed res samo izbral iz konteksta, kar sicer ni lepo, ampak rekel je, da se vi, ki živite po svetu, trudite biti Slovenci. Ne. Vi ste Slovenci in Slovenke. In vi ste tisti, ki ime Slovenije in našo kulturo ponašate širom v svet. In zato iskrena hvala. Pa ne samo, da ste, še bolj pomembno za vse Slovence, za vas in za nas, če že lahko na ta način delim, je tisti čas, ko je ta beseda v Sloveniji bila še kako močno potrebna. Ko pogledam in poskušam oceniti vaše obraze, potem bi zelo težko rekel, nekateri ste se v tujini že celo rodili. Nekateri ste šli v tujino v tistih časih, ko smo slovenstvo in zavzemanje za slovenstvo, ko so, pravi so, zato ker jaz sodim v drugo generacijo, smatrali različno. Ko je prizadevanje za obstoj slovenskega naroda bilo drugačno, kot ga razumemo danes. Saj v večini, nekateri še vedno ne. Pa vendar na vas tudi močno je bila usoda slovenskega naroda in naše samostojne države leta 90, ko so se začele neke spremembe v smislu demokracije v Sloveniji in še posebno tudi leta 91 in takoj po naši samostojnosti v smislu priznanja naše države v mednarodnem merilu.
Jaz sem v tem pogledu bil takrat 91. bom rekel pionir, udeležen v teh postopkih. Seveda prej, 70-69 let nazaj pa me še ni bilo. Pa kljub temu čutim dolžnost kot župan ene izmed 210 občin v Sloveniji, da se vam zahvalim za vse dobre besede, za vsa dobra dejanja, ki ste jih v tistih najbolj ključnih dogodkih osamosvojitve naše države naredili. Hvala lepa tudi vsem vašim prednikom, tistim, ki so zaradi drugačnih razlogov zapustili Slovenijo. Njim se predvsem vi in tudi mi moramo zahvaliti za to, da se lahko pozdravimo z dober dan, da ne uporabljamo tujih jezikov. Jaz veliko hodim po svetu, sem član odbora regij v Evropski skupnosti in verjemite mi, da mi je posebej toplo bilo pri srcu, ko sem kot član odbora regij v tem 500-milijonskem prostoru lahko govoril v slovenskem jeziku. In zdaj sem se spomnil, imam en listek, ampak ta listek sem dobil tukaj na stolu, preden sem se usedel. In verjemite mi, da so mi skoraj solze prišle na oči, ko sem poskušal zapeti, ker te melodije še nisem poznal, ampak se mi zdi, da v drugi kitici sem se jo že naučil. Iz tisočletnih korenin poganja naša rast. Resnico ljubimo in mir, svobodo, vero, čast. Hvala vam za to, da se o Sloveniji govori v svetu. Za to, da ste Slovenci, da in to slovenstvo izražate tam, kjer živite. Bil sem pri Maši do nas, celo vsi ste me lahko slišali, tisti, ki ste bili pri Maši, ker sem čist tam na vrhu nekaj špilov, pa poskušal tudi kaj zapeti. In od nagovora, ki je bil med Mašo povedan, se mi je nekako milo slovilo, ko je bilo rečeno, pa upam, da ne bom iz konteksta vzel, da imate nekako čudno občutek takrat, kadar se vračate domov. Verjemite mi, da jaz sem slišal samo tisto, da se vračate domov. Tisto prej naj ostane nekje drugje. Naj ostane nekje v vesolju, naj nihče ne sliši. Seveda, ob zavedanju, da se pojavljate v takih in drugačnih situacijah. Pa vendar, kjerkoli živite, nikoli ne pozabite in prepričan sem, da vi to najbolj veste in najbolj izražate, da je tukaj vaš dom. Slovenija, ta majhna Slovenija, teh 20.000 kvadratnih kilometrov, na katerem živi 2 milijona ljudi. Ena velika vas, ampak to je naš dom. Nisem rekel vaš in moj, ampak to je naš dom. Iskrena hvala še enkrat, predno končam, za to slovenstvo, ki ga izražate, ki ga tudi sam čutim, kadarkoli hodim po svetu. In vedno ne počutite se dobrodošli v Sloveniji, ampak čutite se, da ste tukaj doma. Vedno dobrodošli. Srečno! Veseli povabim še predsednika Sveta Republike Slovenije za Slovence po svetu, gospoda Staneta Krajca. Hvala lepa. Najprej želel omeniti tu, da nisem predsednik sveta, ampak le član Sveta za Slovence po svetu in zastopnik Slovencev v Kanadi. Najprej lep pozdrav ministru, županu, gospodu županu in predsednikov. Lep pozdrav vsem vam, Slovenke, Slovenci
Poseben pozdrav pa še naši mladini iz Toronta, iz Argentine in od posod drugod po svetu. Prihajam iz Kanade, kjer živim že od 18. leta in te besede, ki jih mislim tukaj izgovoriti, se nanašajo na naše življenje, ali bi rekel, na moje življenje v Kanadi. Naša mladina je naše upanje, ponos in edina prihodnost v Kanadi in mislim tudi drugod po svetu. Vsi vemo, kaj želimo. Toda, kako te želje uresničiti. In prav gotovo, da je vse drugoče, kjerkoli živimo po svetu. Eno je pa gotovo, da potrebujemo mogoče boljše programe, več sodelovanja in spoznavanje drug drugega. Negativno bi tudi rekel to, da vsaj v Kanadi smo izgubili precej naše mladine glede preko delitve političnih strank in tudi mogoče nepotrebnih prerekanj. To nam je škodovalo in škoduje tudi še dalje. Nas je vse premalo, posebno v Kanadi, da bi se delili. Zato moramo delati in spodbujati našo mladino, da delajo na tem, kar jih povezuje in to, kar jih druži. In to je slovenska kultura, šport, tradicije, slovenski jezik, slovenske vrednote in lepote naše domovine Slovenije. Iz pozitivne strani pa lahko rečem to, da smo srečni in hvaležni, da so številni mladi postali v naši skupnosti in da danes so člani in voditelji slovenskih organizacij ustanov. Mladina ceni in so ponosni na njihove korenine. Lep dokaz imamo v Kanadi v tem, da se v kanadskem ljudskem štetju število Slovencev dviga. Leta 1991 je bilo v Kanadi upisanih le 1850 ljudi slovenskega porekla. V preteklih 15 letih se je v kanadskem štetju ali censusu število dvignilo na 36,000 upisanih kot Slovenijans ali Slovenci. Menimo pa, da nas je v Kanadi okrog 50,000 in upamo v prihodnosti pridobiti še ostale, da se vpišijo kot Slovenci. Največ zaslug pa prav gotovo imajo pri tem starši in naša mladina, kjer novih ljudi v Kanado ni več in to je prav, da ostajate doma. Torej, število se bliža samo zato, ker se drugi in tretji rod upisujejo kot Slovenci. Nujno je, da starši in voditelji slovenske skupnosti mladini zaupamo in da jim pomagamo graditi ne našo, ampak njihovo in njihovih otrok prihodnost. Pomembno je, da v mladino verjamemo, da jih verujemo, jih vzgajamo za bodočnost in da jih ne bremenimo s preteklostjo. Skupno gradimo mostove med preteklostjo in sedanjostjo s pogledom v prihodnost. Ponosno, hvaležno in skupno uživamo to, kar je bilo zgrajenega v preteklosti, to, kar se gradi danes in živimo danes in jutri in ne v preteklosti. V knjigi Trenutki molka misionar Franz Sodja poleg drugega piše: gotovo vsaka generacija mora biti zakoreninjena v preteklost, a ne sme živeti v preteklosti, torej tudi ne našim spominom, ampak je treba graditi iz bodočnosti za bodočnost. Oni bodo gradili 21. stoletje, v sebi nosijo svet svojih idealov, tudi Božji svet. Slovenski skupnosti po celem svetu in posebno danes tukaj
in posebno vsem mladim želim obilo uspeha v prihodnosti. Bodimo zaupni v našo mladino, živijo Slovenija in živela Kanada. Seveda pa vabljeni pred mikrofon še predstavniki ostalih svojih društev, če želite spregovoriti v njihovem imenu. Spoštovani predstavniki oblasti, dragi rojaki, prihajam iz italijanskega zamejstva, sem predstavnik Sveta slovenskih organizacij in slovenske prosvete. Skoraj vsako leto se vidimo na tem taboru, zdaj je že skoraj 20 let, kar jih prirejate. In smo postali nekako prijatelji. Samo to prijateljstvo vsega še nazaj. Včasih, ko niste prirejali teh praznikov v domovini, smo se srečevali v zamejstvu ali privatno ali na Dragi, ki smo jo prirejali že pred več kot 40 leti in smo se na teh srečanjih spoprijateljili. Zato z velikim veseljem prihajam še vedno na te praznik in vas lepo pozdravljam, želim vam veliko uspehov in da bi še naprej tako prijetno in družabno delovali na teh srečanjih, tudi v bodoče v naši novi, demokratični in svobodni domovini. Hvala lepa in nasvidenje še naprej. V imenu našega krovnega društva Zredinja Slovenija in vseh Slovencev v Argentini prinašam najlepše pozdrave z željo veliko uspehov na današnjem taboru, veliko uspehov pri našem skupnem delu za slovenstvo v vseh državah in zagotovilo argentinskih Slovencev od prve do četrte generacije, da bomo vztrajali na taboru slovenstva, da bomo vztrajali pri svojih koreninah in jih podajali naprej. Bog pa živim, hvala lepa. Spoštovani rojaki in rojakinje, gospod minister, gospod predsednik, gospod župan, lepo pozdravljeni. Prihajam iz Pariza. V imenu Društva Slovencev v Parizu vas lepo pozdravljam. Društvo Slovencev v Parizu je edino društvo v tem velikem velemestu, ki vztraja že 50 let in letos smo praznovali 50-letnico društva. Ob tej društvo je vedno našlo nove moči in nov zagon do sedaj. Sedaj smo na nekakšnem razpotju, skrb na razpotju nas obremenjuje, kako bo za naprej, imamo pa upanje. Ob tej zlati obletnici, ob tem jubileju, smo izdali tudi zbornik, v katerem je lep in obširen članek o samosvojitvi, prispevkov društvenih članov ob samosvojitvi, osamosvajanju Slovenije. Vsem želim, da bi se tako prijetno še naprej družili in da bi svoje različnosti nekje dobili, kako bi rekla, tisto vrednoto, ki nas Slovence, po kateri nas vsi narodi tudi prepoznavajo in da nas ne bi različnost razdeljevala, ampak družila. To si želim in želim tudi prijeten konec tega tabora in lep pozdrav vsem še enkrat. Spoštovani, dovolite, da v imenu Svetovnega slovenskega kongresa, ki letos in drugo leto praznuje 20-letnico obstoja, začel se je v Dragi oziroma na občinah, kjer so se rojaki iz sveta dobivali in začeli snovati to organizacijo, ki govori o svetovnem slovenstvu. In mislim, da je prav, da ga dejansko kot takega negujemo. Že vse, kar je bilo prej rečeno, to pomeni, da dejansko negujemo to institucijo, ki je naša skupna in dejansko v teh samih imenov pove vse. Slovenci smo svetovna nacija, danes vendar ne po številu in ne vem kaj, ampak po kulturi, po srcu, kar dokazuje tudi ta tabor. In tudi želja vsega slovenstva je, da se tragedija, ki je
ki smo jo danes tudi v Kočevju obeležili, korigiral v tem, da se pretvori vse v tisto pozitivno, kar iz tega lahko nastane. Kajti gorje rodi tudi pozitivne sadove. In mislim, da je to res skrajni čas in da s združenimi močmi dosežemo to pretvorbo v naše skupno dobro, za dobro Slovenijo, svetovno Slovenijo. Hvala lepa. Včeraj so na mladinskem srečanju v Vipavi mladi preučili razne možnosti povezovanja in vključevanja ter možnosti razvoja v današnji Sloveniji, tudi v kontekstu Evropske unije, pri čemer je sodelovalo več 100 mladih iz izseljenstva, Slovenije in zamejstva. V besedi vabim gospodični Urško Makovec in Cecilijo Fink, da predstavita zaključke tega srečanja. Lep pozdrav v imenu mladih, ki smo se včeraj na Škofijski gimnaziji Vipava udeležili srečanja mladih iz izseljenstva, zamejstva in domovine. Kratek povzetek z včerajšnjega srečanja bova predstavili Cecilija Fink, predstavnica mladih iz izseljenskega društva Slovenije v svetu, in Urška Makovec, koordinatorka spletnega portala Slova in sodelavka Rafaelove družbe. Najprej smo se zjutraj zbrali pri Sveti Maši, ki je jo daroval gospod škof, dr. Anton Jamnik. Nadaljevali smo z okroglo mizo, folklornimi nastopi, športom, dan pa smo zaključili z družabnim večerom. V minulih tednih smo izvedli anketo, da bi ugotovili, kako mladi v Argentini, Kanadi in v zamejstvu doživljajo slovenstvo, svojo skupnost, kjer živijo, in Slovenijo. Dobili smo 270 izpolnjenih anket mladih od 12 do 25 let. Rezultati so pokazali, da se vprašani v povprečju počutijo 2/3 Slovenci. Svoje slovenstvo večinoma povezujejo s slovenskim jezikom in slovenskimi navadami. Njihovo ohranjanje se tako rekoč vsem zdi zelo pomembno. Hkrati smo pa med včerajšnjim pogovorom poudarili vidik globalnega slovenstva, ki ne temelji nujno na znanju slovenskega jezika, ampak na čutenju slovenstva. Večina anketiranih izseljencev je menila, da njihova skupnost dobro vključuje mlade. Marsikomu iz Kanade pa se zdi, da skupnost idej mladih ne upošteva dovolj. Na okrogli mizi so mladi iz folklorne skupine iz Toronta pojasnili, da njihova skupina šteje kar 90 članov in da je vključevanje mladih v slovensko skupnost v Kanadi mogoče prek folklornih skupin, zborov in skavtov, je pa od vsakega posameznika odvisno, ali se bo in kako se bo vključil. Anketa je pokazala, da imajo mladi veliko željo po ohranjanju skupnosti. Ne glede na to, da tretjina anketiranih še ni bila v Sloveniji, skoraj 90% mladih pozna imena rodnih krajev svojih prednikov v Sloveniji. Škof Jamnik je mladim položil na srce, da je bistveno, da obiščejo rodne kraje svojih prednikov, saj je za razvoj posameznika pomembno, da pozna svoje korenine. Kar nekaj anketiranih se, glede na rezultate ankete, čuti popolnoma Slovence, Slovenijo pa kot domovino in izraža željo, da bi se nekoč preselili v Slovenijo. Za te smo pripravili kratko predstavitev postopkov vpisovanja na slovenske šole in pridobivanja štipendij. Polovica vprašanih se v Slovenijo ne bi preselila, ker imajo v svoji državi prijatelje, družino, ker imajo drugačne navade in način življenja, ker jim slovenska skupnost v tujini zadošča in jo doživljajo kot Slovenijo v malo. Nekatere pa odvračajo dolge zime. V Sloveniji. Za tiste, ki o selitvi ne razmišljajo ali še ne vedo, ali bi se preselili ali ne, sta svoj življenjski zgodbi predstavila Bernardo Grbec in Carlos Žodar. Bernardo se je po selitvi iz Argentine prek več držav vrnil v domovino Slovenijo. Argentinec Carlos pa nam je v brezhibni slovenščini
dinamično opisal svojo pot iz Buenos Airesa v Ajdovščino, kamor ga je privedla ljubezen. Vsi anketirani menijo, da so živi stiki s Slovenijo zelo pomembni, še posebej v dobi internetne komunikacije. Carlos je kot strokovnjak z tega področja poudaril, da naj mladi izkoristijo to srečanje kot priložnost za vzpostavitev vezi, ki se bodo na to lahko ohranjale prek Facebooka, Skypa in podobnih sredstev. Gospod Kocmuk je izpostavil spreminjajoče se potrebe slovenske mladine po svetu. Ta namreč ne čuti enako kot njihovi predniki, ki so jo videli, slišali in čutili in vonjali. Zavedati se je treba, da slovenska mladina v tujini obstaja in da moramo na njene potrebe odgovoriti na njej primeren način. Posebej izpostavljeno je bilo slovenstvo kot celota, ne glede na razdalje in meje. Slovenci v domovini se lahko veliko naučimo od Slovencev v tujini, predvsem o enotnem delovanju in občutku za skupnost. Med pogovorom je bilo ugotovljeno, da se moramo nenehno truditi, da so ustanove v Sloveniji, ki skrbijo za Slovence po svetu, tem vedno na razpolago in da dosegajo vedno večjo prepoznavnost med njimi. Mladi so včeraj začutili pomembnost osebnih stikov s svojimi slovenskimi vrstniki z drugih delov sveta. Organizatorji smo zato zadovoljni, saj je druženje vzbudilo željo po več in tesnejših stikih, ki bodo krepili njihovo zavest slovenstva. Toliko za enkrat. Če bi pa imeli kakšno vprašanje, pa lahko po prireditvi stopite k nama in bova z veseljem